Carinska služba je recimo v lanskem letu na tem okolju odkrila, oziroma v državi, celotni državi odkrila skoraj 200 tisoč kosov različnih ponaredkov v 1334 primerih, torej caseov smo imeli v lanskem letu. Če ponazorim samo letošnje leto, samo v 4 mestih smo odkrili več kot 200 tisoč kosov ponaredkov, prevladuje pa v glavnem oblačila, športna oblačila, vžigalniki, očala, ure. Velik problem pa je, če se dejansko ponarejajo zdravila ali pa rezervni deli. Ugotovili smo tudi, da so nekatere ponarejeni izdelki, tekstil, na primer, vseboval nevarna barvila za zdravje ljudi. Tudi ponarejena zdravila, ki se jih lahko kupuje na črnem trgu, tako imenovano črnem trgu, so vsebovala zdravju nevarne substance. Prav zaradi tega je velika pozornost posvečena prav odkrivanju tovrstnega blaga. Buying counterfeit goods is not a harmless crime without consequence. Trafficking illicit goods affect our health, our economies, creates tax evasion, and is used by transnational criminal organizations to fund other criminal activities, such as violent crimes, drugs, trafficking in human beings, and many more. Carinska služba seveda ne nazadnje tudi poleg ponaredkov odkriva tudi drugo blago, ki je predmet kriminalnih dejanj. To pomeni cigarete. Zadnji tak zaseg, ki smo ga pač imeli, je tudi zelo odmeven, 16 ton cigaret smo imeli pred kratkim, pred nekaj dnevi odkritih v zabojniku, ki je prišel iz Egipta. Cigarete so pač bile namenjene po dokumentaciji na tretje tržišče, vprašanje pa je, kje bi zaključil svojo pot. Ta zadeva je zdaj v preiskavi, tudi predana kriminalistični policiji in dejansko zadeva gredo pač v to smer naprej. Nenazadnje smo odkrili tudi ponarejene pesticide. To morate vedeti, da gre za zelo področje, ki je lahko zelo nevarno za življenje ljudi. V Sloveniji je bilo v lanskem letu obravnavanih 483 kaznivih dejanj organizirane kriminalitete. V Kopru so jih obravnavali 197. Torej vidite, skoraj polovica kaznivih dejanj organizirane kriminalitete je bilo obravnavanih prav na območju policijske uprave Koper. To je še en dokaz več, kako obremenjeno je to območje z organizirano kriminaliteto.